Živijo, spet jaz, Špela tukaj. Dobrodošli v še enem Ričinem petku. Tokrat vam bom pokazala svoje 3 najljubše načine, kako zložiti tetra pleničke. Te 3 načini so meni osebno kul, to še ne pomeni, da vam bojo, dajte sprobati različne. Jaz vam bom samo pokazala, kaj vse se da z eno tetrico narediti. Meni so všeč iz različnih razlogov, predvsem zato, ker so tanki, ker se da v njih lahko mogoče še kakšen dodaten vložek na hitrico, pa ker ni zakompliciran vse skupaj. Pokazala vam bom Pickman's Fold oziroma Pickmanov način zlaganja. Jaz mu ljubkovalno rečem Pinkman's, ker sem se dolgo časa motila s tem imenom, sploh zato, ker sem v nosečnosti gledala Breaking Bad. Drugi bo origami pregib in tretji kite fold, se pravi, da imamo reči zmaj. Pregib po zmaju. Zmaj. Da se določene tudi modificirati posebej, tudi to bom pokazala. Upam, da vam pride prav, no. Meni je res tole super rešitev za na morje ali pa za kjerkoli, kjer nimate pralnega stroja ali pa možnosti sušiti. Tetrce se najhitreje posušijo. Tako da probajte, pa mi javite od spodaj v komentarje, kako so se vam obnesle. Zdaj, samo na hitro, jaz imam najrajš tiste tetre, ki nimajo ta širokega roba, ampak čist tankega. Čist zaradi tega, ker ko jih likam, pridejo na lepši kvadratek. Medtem, ko tiste z širšim robom, ne vem, no, pridejo na pravokotnik, pa saj bi lahko se s tistim še ubadala, sam malo preveč časa vzame. Tole bo zdaj moj najljubši pregib, in sicer Pickmanov. Je res najožja, najmanjša ritka je z njim. Tako da, če se kar lotimo, jaz sem tetro postavila v tale nek diamantik in začela bom z temle kotom. Takole bom prinesla nekje, da mi tlele ostane za eno dlan prostora, pa tukajle. Zdaj lahko se trudite to malo poravnati. Takole. In prepognem prvič, kakor želim. To bo zdaj tisti del, upam, da se vidi kaj, no, ki bo objemal ritko, a ne. Tako da tukaj lahko res prilagajate, lahko naredite, to bodo tista krilca, ki bodo objemala otročka pri popku. Tako da to lahko podaljšate, skrajšate s tem, da naprej potegnete, pa pol prepognete, a ne. Tale je res najbolj prilagodljiv, res si ga lahko vsak po svoje. Zdaj bom samo za video pripeljala tole bližje, da se bo bolj videlo. Zdaj vzamem drug, nasproten rob, ga pripeljem spet čez, pazim, da je tlele res lepo prepognen in hop, še na to stran prepognem. Takole. In to je v bistvu to. Zdaj bom dala samo na pol. Malo bom tlele pobokšala. Evo. Zdaj pa tlele malo polepšamo vse skup. Evo ga. In to je to. Tukaj pride otroček. To čez. In to čez. Vidite, jaz sem pustila malo daljše tele, zdaj to lahko spnete z snappy sponko ali pa kar tako pustite pa prekrivne čez. To bom pokazala v kakšnem drugem videu. Lahko pa tudi, če želite mičkeno več opojnosti, tole razprete, pa date noter vložek. Jaz imam tegale bambusovega, dvoslojnega, od Little Lamb. Evo. Ker imam fantka, bom vložek dala bolj od spredaj, a ne, pri punčki bi ga od zadaj. Zdaj, če vas je pa strah, da bi še kakšen kakec odneslo gor po hrbtu, lahko pa še dodatno tlele zavihate navzdol, a ne. In to je v bistvu to. Potem, ko date pač otročka, tlele zavijete okoli nogice, pa gor. In tukaj isto, a ne. Je pa tudi zelo luštna za shranjevati, ker ne razpade kar tako. Tako da to bi bil Pickman's Fold. Naslednji način zlaganja bo origami. Tudi tokrat imam spet seveda tetro z čim manj roba. Tokrat sem jo pa obrnila v nek klasičen kvadratek, a ne, ni tisti diamantek. Zdaj bomo najprej dali tetro na pol, da dobimo pravokotnik. Hop. Takole.
Naslednja stvar, bomo prijeli samo en rob od teh dveh in ga peljemo čez celotno dolžino tega pravokotnika na drugo stran. Vmes pa pazimo, tukaj se nam nabere, takole, da je poravnan, da se ne pomečka vse skupaj. Takole. In zdaj imamo nek, zihar je to en geometrijski lik, za katerega ne vem imena, no. Ok, zdaj bomo tole obrnili naokoli. In zato, da dobimo sredinski opojni del, bomo sam še tale kvadrat zrolali na 3 pregibe, 3-krat prepognili. Da dobimo spet neko obliko pleničke. Spet, če imamo pokakanca, bomo še tle prepognili, lahko tudi kasneje, ni treba zdaj. Gor, čez, pa čez. Tako da ta je tudi zelo lušen način zlaganja, zelo hiter. Da se ga seveda okrepiti. Lahko tukaj preden do konca zložimo, dodamo še en vložek, spet imam istega. Takole. Tako. Lahko zapognemo, da se spet lažje zlaga in premika. Ta zmaj, predstavljajte si papirnatega zmaja. Tetrca v obliki diamantka, zamaknjen kvadrat. Zdaj si bomo pa predstavljali eno navidezno črto od tega kota do spodnjega in k tej črti bomo ta dva kraka prepognili. Evo prvi. Zdaj, če želite malo več opojnosti, lahko ta dva kraka tudi položite enega čez drugega. Pa dajmo takole, reči, da je to modificiran. Lahko pa čist osnovno pripeljete samo do te sredinske črte, ki smo si jo zamislili. Takole. Zdaj bomo pa tale trikotniček, spodnji kot, privlekli gor. Zdaj, če želimo za fantka malo več opojnosti od spredaj narediti, jo lahko večkrat prepognemo. Lahko pa tudi, če želimo, da je mičken manj nabito vse skupaj, potegnemo samo gor. In tale kot dol. Zdaj pri osnovnem kite pregibu bi tlele samo mičken not pripeljali, gor in pa ta dva čez. Snap iz punka ali pa, če ste vešči držanja z roko. Zdaj lahko mičken okrepimo zadevo, seveda s tem, da damo ali tule spodaj kakšen vložek. Ali pa prepognemo, s tem, da potem tukaj mičken še podržimo, odpremo krilca. Zdaj spet, če bi želeli se izogniti, pa pričakujete kakati, sam tlele prepognete. Pazite, da vam tole ne razpade. Gor, z ene strani in druge. Zdaj lahko tudi se malo potrudite, pa pospravite eno krilce pod drugega in dobite zelo luškano zloženo tetrco, ki se bo tudi zelo lepo zlagala ena na drugo. Tako da to bi bil pa kite pregib. Evo, to je v bistvu vsa umetnost. Upam, da vam pride kaj prav, boste sprobali. Če boste, dajte mi napisati od spodaj, kater način zlaganja tetre vam je bil najljubši. Tako da to je to. Če vam je bil video všeč, stisnite prst gor. Če imate še kakšno vprašanje ali pa bi mi radi kaj povedali, mi napišite v komentar dol. Če pa mislite, da komu prav pride tale mali video, pa podelite veselje naprej. Mi se pa vidimo kmalu.